Glede tega, ne, glede delanja dobrega pa slabega, sem zadnjič slišal oziroma prebral nekaj, pa je bilo tako, ne, da bod dober človek. Ampak vprašaj se, kaj dober človek pomeni. Ne. Dober je v bistvu opis njega, on je dober. Ker če se on zaveda, da dela dobro, pa da to načrtno dela, pol ni dober. Ker tisti, ki je res dober, je iz avtomatike izhaja. Sprav, on je dober človek avtomatsko dela dobro. Ne razmišlja o delanju dobrem, ne razmišlja, kaj mu bo to prinesel, to mu nič ne pomaga v lifeu. On tak pač je. Zakaj si dober? Zaradi ničesar, sam pač si dober. Ne? In to mi je bilo tako ful zanimivo, ker jaz pa tega, recimo zdaj bo po moje naslednjo obdobje mojega lifea, ker sem tako rekel, moja filozofija v lifeu je, vem, da če delaš dobro, si nagrajen z dobrim lifeom. To jaz zdaj vem. Jaz vem to, vem. Tako, ni nobenega dvoma. Zdaj pa naslednji step je, a lahko delaš dobro, brez da pričakuješ dober life. Samo zato, da dobro delaš. In zdaj vprašanje, zakaj bi to sploh delal? A ne? Zato, ker si ti dober. Ja. Ja. In če si dober, lahko Tle samo misel to delaš. gre stran. Ja. Ni več nobenega razmišljanja. Ti v bistvu Ti ne moč delati drugače kot dobro, če si dober. Tako Ja. Ker tak si, ne. Tako da to mi je ful zanimivo, ker z vsemi temi charity pa tako, ne. Jaz to delam zaradi sebe, ne. Jaz to vsem rečem, zakaj to delaš, koliko si sebi odrečeš se keša. Ne, jaz vem, da zaradi tega živim milijonkrat boljš. Milijonkrat boljš, ker imam težke dneve, se zbudim in čim misel pride, moj life je pa res brezvezen, rečem, ni brezvezen, Klajman, lej, koliko si fajn, koliko dobre stvari delaš. In takrat mogoče je to neka nitka, ki me povleče ven iz unga slabega dneva. Ne. Ampak spet, to za sebe delam. Popolnoma za sebe. Ne vem, če lahko sploh delaš stvar eno, ki ni sebična, ker a veš, že to, da si jo ti naredil, verjameš, da je dobra. Ali za tebe na koncu. Ne. Ali bo boljši svet, ali boš se boljš počutil, ali boš karkoli. Veš, kaj je Tony Fulkrat mi govorijo? Ker nisem nikoli prej na tak način razmišljal. O pomembnosti ekosistema, katerega gradnik si in katerega ti gradiš. In to mi je dostikrat rekel, to narediš za ekosistem. Ja, za svet ali pa za vesolje. Čeprav on je dostikrat ekosistem, mogoče da se jaz boš razumel. Recimo, da nam nek plastičen primer. Recimo, s Tonijem sem se pogovarjal, sem rekel, ne vem, jaz sem nekaj naredil in zdaj on ni. In ne vem, mi smo v neki družbi, jaz sem nekaj naredil, oni sploh niso tega videli, bla, bla, bla. In dostikrat so se vrnili nazaj, rekel, ti gradiš svoj ekosistem in ti v bistvu posledično, še nazaj, dve stvari ste mi zelo pomembni, o katerih sem dosti razmišljal. Eno je to, da v bistvu kvaliteta life je odvisna od ekosistema, v ekosistem pa ti, v ta nek ožji ekosistem, pa ni friendi, predvsem. Družina, ne. Ti ne padeš, da je dober, ampak ti v bistvu soustvariš ta ekosistem. Če imaš to priložnost, si ti v bistvu glavni graditelj v neki fazi tega ekosistema. Ne? In prvo je v bistvu to, da se zavedaš pomembnosti, da ti vlagaš, veš, to ni dal ta primer z plačevanjem davkov. Zakaj bi zdaj mogel davek plačati? Ne. Feeling je plačan ga za ostale, ampak jaz si s tem kupim državo, v kateri hočem živeti. In to je to vlaganje v ekosistem. To je bil tak prvi lesson, ki ga nočem pozabiti. Recimo, ne vem, zdaj sem razmišljal, dosto teh mulcev, ki so se prej pogovarjali, sem res imel ful dobre intenšne v zadnjih letih za večino iz teh fantov. In res sem
doskrat zavestno tudi razmišljal, kako jih lahko sopotam v lifeu. Pa nekaterih stvarih sem pa korakal pred njimi in jaz sem imel ljudi, ki so me sopotali in doskrat sem zelo zavestno sopotal, recimo to. Ampak zdaj, ko so oni tle, pa imam najbolj epik žal s temi fantje, jaz sem investiral v svoj ekosistem in za ta ekosistem v bistvu je meni pa nesel happiness. Jaz zdaj tako neizvedno uživam biti z njimi, se pogovarjati z njimi. Ne? In vse, kar neke malenkosti, ki sem jih jaz lahko dal, mislim, oni so sami si zgradili life, ki ga danes imajo, ne? In so lahko ponosni na to. Ampak sem bil vesel, če sem lahko na kakšen način jih sopotal. In to je bilo res ful malo. Mislim, nočem zdaj reči, da sem jaz za karkoli kriv. Ampak zdaj vidim, kaj je Toni govoril. Jaz sem investiral v svoj ekosistem. In to je prvi tak pomemben lesson bil. Drugi pomemben lesson bil pa to, da ekosistem porabi več, ti nikoli ne dobiš ven to, koliko si dal noter. Jaz bom zmeri plačal več davka, kot bom. Dejansko si potem bom ga izkoristil. Ne? In ne smeš računati, da še daš ti 100 enot v ekosistem, da bo 100 enot ven. Ja, ne vodiš računov. Ne vodiš računov. Tako, ja. Tako. Pri dajanju, ja. Tako. Zato, ker, ja, ampak potem gledam tudi naprej. Če sešteješ vse inpute, ki so jih ljudje dali noter, na koncu pa sešteješ vse, kar smo nazaj dobili, tudi ni isto. Zato, ker nekje se energija pač uporabi in težko dobiš nazaj. Tako kot če pošleš elektriko po žici, ne pride zdaj na koncu to, koliko si poslal. Imaš neko izgubo na poti in ekosistem ima neko izgubo. Pa DDV je izguba, proces, je politika, ki pač malo keša zgine. Ampak to ne pomeni, da ti nehaš dajati noter. Ciničen folk reče, ker je neučinkovito, se mi ne zdi smiselno, da plačujem davke. Ampak pa lahko rečeš, to je najbolj učinkovito, kar poznamo. Ja, seveda. Tako da še vedno je super, da plačaš davke in sprejmeš to, da bo neki enot se porazgubil. Ampak ekosistem bo boljši. Ja, to je, se zelo strinjam, pa tudi en fant je tukaj, ker recimo, da sva skupaj hodila po tej poti, recimo njegovem poslovnem razvoju, in vedno, ko smo tako malo čustveni ali pa smo v taki situaciji, ko so mogoče kakšne čustvene substance vključene, on skozi začne to name dajati. Hvala, ker si to, hvala, ker si to. Jaz bi se ful rad navezal na to, kar si rekel, da če on ne bi nič naredil, ni nič in ne da seb ne da kredita. In tudi takrat se hočem, sprejmem to, rečem hvala, ampak kombinacija je bila potrebna. Itak. In več je bilo na tvoji strani, kot na moji. Jaz sem sam govoril stvari. Ti si nosil, jaz sem ti pa rekel, tako lepo. Tle pazi, malo, kot ti visi. To ni naš. Tako da zadovoljstvo, pa ki ga dobiš iz tega na dolgi rok, je pa v bistvu, če bi vodil račun, sem dobil več nazaj. Tako da jaz bi celo rekel, da odvisno, kaj gledaš. Veš kaj je, če sem jaz, kak jaz gledam, ne mogoče po enotah, ampak te enote, ki si dobil, ti ful več pomenijo. To je meni edino pomembno. Ampak veš, če pa greš vsako enoto, ti mogoče nisi dobil časa tok nazaj. Ampak en tak hvala, ali pa še sam to, ki ga vidiš, veš, malo si boljši zato, ker sva midva neko pot skupaj prehodila, ti meni ful več, kot ne vem. Ne, veš kaj meni pomeni ful velik? To, kar se ne zaključi kle, ko nekdo rata poslovno uspešen ali pa uspešen v življenju. Ampak sam boljši človek. Seveda, uspešen, boljši, je v bistvu pol, vedno sem imel to debato, zdaj je tako, on začne verjeti, da je uspešen, družba vidi, da je uspešen, se pravi, fakt je, da je uspešen, on ne rabi več sebe govoriti v gledalo uspešen. Pač to je tista ena, to je pač res, to ve. In potem gremo na naslednjo debato in to je to giving back. Ker nekdo je v bistvu
nekomu si ti pomagal, on je bil pač v fazi rasti, ni mogel pomagati drugim, se pravi, sam drugi so mu pomagali, zdaj pa on pride do faze, kjer jaz sem uspešen in zdaj se mora to flipant. Se pravi, na tej točki nič se mora flipant, da on začne pomagati ostalim. Ne? In jaz to ne morem povedati, koliko se mi zdi to pomembno v posameznikovem življenju, da ko začne služiti cash, ko začne biti v abundancu, da začne nazaj dajati. Ampak jaz tako ne rečem, zdaj moraš ti včeraj dajati ali pa zdaj moraš ti točno to organizacijo, kjer jo jaz podpiram. Ne. Ampak tako nekaj, kar te pomeni, si zber, pa vzem breme. In dostakrat se zgodi, da se začne pri familiji. Ej, mama, nimaš več najemnine, forget about it. To je zdaj na meni. Nikoli več ne rabiš razmišljati o najemnini. In to naredijo. In pol to razširjaš, potiskaš, breme vzemaš. Ampak to ni breme v negativnem smislu. To breme tebi da meaning v lifeu. Zares. In v bistvu ne pričakuješ nič v zameno, ampak to se mi zdi next stage, da si lahko pol še bolj uspešen. Ker dostakrat sem videl ljudi, ki se ustavijo. Se pravi, delaš sam zase, ful sem uspešen in ne morejo več iti naprej, ker ni več energije iz nekje mogoče črpati. Ne. Vse je za mene. Dar si lahko boljši avto kupaš, boljši to, ampak to je pada koristnost. Ker pa ti svoji mami spremeniš life ali pa širši družini ali pa pomagaš nekomu v Sloveniji, random, to dobiš novo energijo, ne, za ustvarjanje. In jaz mislim, da kle pol ni konca. Ne, in bi zares boljši svet pol bil ali pa ekosistem, če o tem govoriva. Ja, se strinjam.